Letna konferenca Združenja za management consulting Slovenije in Zbornice poslovno-storitvenih dejavnosti je potekala 28. novembra 2017 na Gospodarski zbornici Slovenije. Pogovor o aktualnih temah v svetovalstvu je tekel v okviru 2 modulov: izzivi sedanjega trenutka za prihodnost, digitalno, pametno, povezovalno, inovativno ter Quo Vadis Management Consulting. Tako kot že marsikdaj prej, ko smo imeli neke te nove paradigme v gospodarstvu, kot so bile, kakovost pred leti, potem fleksibilizacija, inovacije in tako naprej, tudi zdaj pravzaprav nastopajo, rečemo temu, čist novi časi. Kot svetovalci se moramo soočati s tem, da bomo delali na drugačen način, na pravzaprav dost učinkovitejši način, s krajšimi, bolj kreativnimi vložki. Seveda se morajo tako stranke kot neko širše okolje najprej odločiti za cilje, ker digitalizacijo, če jo gledamo od znotraj, potem si predstavljamo samo neko avtomatizacijo, elektronsko avtomatizacijo. Ne, pogledati moramo zunaj, kaj je cilj, kam želimo s tem priti, kaj želimo od te množice podatkov, ki so nam na razpolago in vseh drugih stvari, ki jih digitalizacija prinaša, dobiti. In pravzaprav na osnovi teh ciljev se odločiti, kako bomo do tja prišli, tako kot pri vsaki stvari. Je pa to, moram reči, v par primerih mogoče že narejeno tukaj, ampak na vsak način je pa to za vse skupine še zelo, zelo novo. Digitalno se je z udeleženci povezal dr. Corrado Ceruti iz Rimske univerze Tor Vergata, ki je spregovoril o položaju dejavnosti svetovanja v Evropi ter o trendih v prihodnjih letih. Dr. Brane Semolič je predstavil podjetniški razvojni konzorcij Roboflex, s katerim je Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti podpisala dogovor o sodelovanju. Kaj pomeni današnji podpis dogovora o sodelovanju med Roboflexom in Zbornico poslovno-storitvenih dejavnosti? Pomeni pravzaprav praktičen vstop Zbornice poslovno-storitvene dejavnosti v konkretne aktivnosti gospodarstva na področju uvajanja aplikacij industrije 4.0 v prakso, in sicer na področju robotov, nove generacije robotov in digitalizacije. Kajti ta kompetenčni center je sestavni del širše mreže evropskih kompetenčnih centrov, ki dejansko tudi ponujajo svoje storitve. Skratka, od nas je odvisno, kaj bomo ponudili in kaj bomo koristili. Na konferenci so podelili tudi 3 priznanja s področji, ki po definiciji sicer ne sodijo v management consulting, so pa tesno povezana z znanjem, razvojem proizvodov in storitev ter vzpostavljanjem celovitih rešitev za naročnike. Priznanja so prejeli Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane, IEDC Poslovna šola Bled ter Gigo Design. Naš inštitut že zadnjih par let poskuša biti zelo inovativen. To se pravi, vključuje se, neke nove kroge, to se pravi, neke nove trende, to se pravi, potem delamo stvari, ki so povezani predvsem z družbenimi spremembami. In vloga inštituta vidimo tukaj dvojno. Ena je, da v bistvu spremljamo, kaj se v svetu dogaja, to se pravi, te trendi, naj se bo družbeni, tehnološki, tudi politični, migracijski, demografski. Po drugi strani, da na določenih izbranih področjih poskušamo neke rešitve testirati tudi v našem lokalnem okolju. Tako da to je prihodnost inštituta, z 20 ljudmi je to, en tak obseg, ki smo ga zmožni, in država Slovenije potrebuje en tak pogled globalen, kaj se dogaja v tujini in kaj je možno uporabiti pri nas. In digitalizacija je seveda del teh trendov. Kaj pa je po vašem mnenju odličnost v izobraževanju? Ja, mislim, da je treba predvsem misliti na nekaj, kar mi rečemo v angleščini excellence and relevance. To pomeni odličnost, kar se tiče profesorjev, to pomeni odličnost, kar se tiče literature, odličnost prostora, odličnost organizacije in seveda raziskovalnega dela in tako naprej. To je odličnost. Ampak druga stvar, ki pa je ravno tako pomembna, če ne celo bolj, pa je ta relevantnost. To, da ti v menedžerski šoli pomagaš spreminjati okolje, ker menedžerji imajo ogromne priložnosti za to, da naredijo kaj dobrega ali pa tudi slabega. In zato jih moramo učiti in izobraževati v odgovorne menedžerje, take, ki s svojim delovanjem naredijo veliko dobrega za svoje podjetje, pa tudi za družbo v celoti. Kompetenčni center za design management pomaga podjetjem uvesti design management, se pravi upravljanje z dizajnom v podjetje. V tem smislu
da doda to inovativno komponento, ki ne prihaja iz tehnoloških, ampak bolj z uporabnika usmerjenih priložnosti za to, da so podjetja bolj konkurenčna. Kompetenčni center je projekt, ki je odgovoril na razpis, v tem drugem delu razpis Ministrstva za gospodarstvo, kjer so se podjetja prijavila, tako da je žal ta kompetenčni center zaseden, ne, na nek način. Upam pa, da bo ta interes, ki je zelo velik in tudi uspešnost, ne, spodbudila to okolje, da da temu več prostora in da se tudi potem, ko bo tega projekta konc, to področje bolj aktivno podpre. Zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti se je s podpisom pristopne izjave pridružila tudi vseslovenski kampanji Slovenija bere, katere cilj je izboljšanje bralne kulture pri nas, saj so med njihovimi člani tako avtorji kot pisci in prevajalci.